Prisrčen poletni pozdrav! Dopusti so v polnem teku, a ne za dirkače državnega prvenstva v reliju, ki so se 24. in 25. julija zbrali na tretji dirki sezone v Sevški dolini. Gledate reportažo Autoportreta.si z 8. izvedbe relija Železniki. A kot ponavadi, kratek povzetek prejšnje dirke. Konec junija je bila na sporedu druga dirka prvenstva v Vipavski dolini. Na stopničke so se tam uvrstili vodilni v prvenstvu Rok Turk, Princ Albert von Thurn und Taxis in Marko Grossi, ki navdušuje s predstavami v dirkalniku na prednji par koles. Videli smo povratek Roka Jerkiča, ki pa se je na žalost končal že na prvem brzincu s hudo nesrečo. Bolje se je končal povratek Matjaža Mihevca, ki je slavil v diviziji 1. Matic Humar je v tretji diviziji zmagal obe dirki letošnje sezone. V generalni razvrstitvi pa Turkova prednost pred Železniki znaša 15 točk pred Pelhanom. Za bolj podrobnejše dogajanje z Vipavske doline se oglejte reportažo na našem YouTube kanalu ali Facebook strani. 78 posadk se je pojavilo na štartu 8. relija Železniki, ki je tokrat potekal v malo drugačni izvedbi kot prejšnja leta. V soboto so bili na sporedu 4, naslednji dan v nedeljo pa 6 brzincev, skupaj tako 10 v dolžini 105,6 km. Prvi dan sta se dvakrat izmenjala Happy Podlong in novi Happy Stari Vrh, ki je tudi najdaljša in najbolj zahtevna preizkušnja na letošnji izvedbi dirke. Ob 16:45 sta se tako številko 1 Rok Turk in Viljo Šlaj podala na cesto proti Podlonku. Že takoj se je videlo, da bo vodilno v prvenstvu težko premagati. Najbolj sta se lahko približala Marko Grossi in Tara Berlot z zaostankom 18 sekund. Ugnala sta celo ostalih 5 posadk z dirkalniki razreda Rally 2 oziroma R5. So se pa nadaljevale težave Marka Škulja s prejšnje dirke. Po prebiti gumi v Vipavski dolini je tretji v točkovanju divizije 2. Tokrat pa se je že na prvi hitrostni preizkušnji sobotni del za tega mladega dirkača končal z nesrečo. Kljub zelo atraktivnemu začetku Nejca Mraka je prednost v prvi diviziji po prvem brzincu držal zmagovalec prejšnje dirke Matjaž Mihevc, a z majhno prednostjo 2 sekund. Smo pa videli zelo hiter odstop Jureta Kovača in Boštjana Uljančiča, ki jima je Jugo odpovedal takoj po štartu. Na drugem HP-ju so se dirkači prvič spopadli s cesto na Stari Vrh. Turku se je na prihodu z asfalta na makadam razbila zadnja šipa, to pa ga verjetno ni čisto nič zmotilo. Po prvem prehodu brzincev je njegova prednost znašala kar 56 sekund. Luknje v vratih prtljažnika so pozneje zakrpali v boksih. Znova pa je smolo imel Jure Jereb, peti na prvem HP-ju v diviziji 1. Tokrat je na njegovem polotu odpovedal menjalnik. Na manjše težave je naletel tudi Nejc Mrak s prepoznim vstopom v časovno kontrolo. Zaradi tega je prejel kazen 10 sekund. V divizijah 2 in 3 pa sta Marko Grossi in Jaka Valant v podobne prednosti pred zasledovalci, 16 in 17 sekund spredaj. Drugi krog sobotnih preizkušenj se je začel v bolj večerni uri. Na Podlonku je tokrat drugo mesto zasedal mladi Avstrijec Lukas Dunner, ki se je lani celo meril v prvenstvu Formule 3 z ekipo MP Motorsport. Četrtemu pred tretjim brzincem Janošu Puškadiju je počila guma in sam na stopničkah na dirki je bilo zanj konec. Izgubil je namreč zelo veliko časa. Zaostal je tudi vodilni v diviziji 1 Matjaž Mihevc s tehničnimi težavami na pogonu. V vodstvo so zatem prišla Nejc Mrak in Darko Vončina. Mihevc je večino časa izgubil na naslednji preizkušnji, ki jo je seveda moral odpeljati s to okvaro. To se je na Starem vrhu dodobra poznalo. Štarti preizkušnje je bil ob 20:40, tako da se je zrače že pošteno zmračilo. Rok Turk in Viljo Šlaj sta sobotni del odpeljala brezhibno in samo po 4 preizkušnjah vodila za kar 2 minuti. Pohvaliti je treba tudi vožnjo Marka Grossija, ki je dan končal na drugem mestu. Pred Jernejem Fakinom v diviziji 2 je njegova prednost znašala 34 sekund. Tudi Jaka Valant je v spodobnem vodstvu divizije 3, 28 sekund pred Miklavčičem, ki se bori s Humarjem za drugo mesto. Nejc Mrak ima po 4 brzincih prav tako visoko prednost, kljub tisti kazni, 45 sekund.
a ni bilo vse tako preprosto. Po drugem prehodu starega vrha je posadka v rdečem Suzukiju Swiftu ostala brez izpušne cevi, goriva in nato še brez zavor. Mehaniki so hiteli s popravljanjem avta v servisu in ga uspeli popraviti v omejenem času, tako da je bil pripravljen za štart na Sorici naslednji dan. Kar veliko se je zgodilo v soboto, dirkače pa je čakal še glavni, nedeljski del s preizkušnjama Sorica in Dražgoše, vsaka po 3-krat. Na Sorico so se posadke podale ob 9:47. Tudi tiste posadke, ki so prejšnji dan odstopile, so lahko štartale po pravilu Super Rally. To bi znalo biti pomembno v boju za prvenstvo, saj na koncu šteje prav vsaka točka. Že takoj so sodniki podelili kar nekaj kazni zaradi zamujanj v časovno kontrolo, a se v razvrstitvi ni veliko spremenilo. Turk je jutro začel s časom 13 sekund in pol pred Puškadijom, Lukas Dunar pa je prehitel Simona Wagnerja za 3. mesto skupno in že pogledoval proti drugemu, ki ga je držal Grossi. Miklavčič in Humar pa sta še naprej nadaljevala tesno bitko v diviziji 3. Slednji je znova prišel na drugo mesto. 6. HP, ki je sledil, je na reliju v Železnikih že prava stalnica. Cesto od Rudnega proti Lajšem so namreč dirkači odpeljali na vsakem reliju v Železnikih doslej. To je dobro izkoristil Aleš Zrinski, ki je postavil dober čas in se zavihtel na stopničke v razvrstitvi državnega prvenstva. Roku Bedlaju, 4. v diviziji 1, so odpovedale zavore. To je pomenilo, da so bile stopničke tam praktično oddane, saj imajo 4 brzinci do konca najboljši trije, Mrak, Brus in Kačič, ogromno prednost. Na drugem prehodu Hapi Sorica, kjer imajo prednost močnejši dirkalniki zaradi hitre konfiguracije, je Dunar le prehitel Marka Grossija za drugo mesto na reliju. Turk je medtem še povečal prednost na 3 minute. Menjavo pozicij smo videli v diviziji 1, kjer je Primož Kačič prehitel Luko Brusa, vodilnega v prvenstvu. Tudi tukaj je bil Mrak vse bliže zmagi s prednostjo 51 sekund. Kevin Frelih, ki se je prebil celo na 4. mesto v tej klasi, je na 8 brzincu doživel podobno okvaro kot Mihevc dan prej. Prav Matjaž je zaradi tega prišel na 4. pozicijo. Dober povratek. Trenutno drugi v državnem prvenstvu Darko Peljhan je že cel dan tesno sledil Jerneju Fakinu. Na Dražgošak pa ga je Idričan v Volkswagenu Polo Proto le prehitel. Do Aleša Zrinskega in stopničk je bil tako oddaljen 15 sekund, a Zrinski prvih letošnjih stopničk zagotovo ne bo tako lahko izpustil iz rok. Okvar pa zgleda ni bilo konec. Pred zadnjim 3. prehodom hitrostnih preizkušenj je odpovedal še zelo znani fičko Andreja Mraka in Janija Drnovščka. Že prej se jim je utrgalo kolo, Hapi Dražgoše pa sta odpeljala samo s prvo prestavo. V zadnjem krogu večjih zamenjav pozicij nismo videli. Rok Turk in Viljo Šlaj sta na koncu znova na dominanten način zmagal na prav vsakem brzincu stopila na najvišjo stopničko. Njuna prednost je znašala kar 3 minute in 44 sekund pred Lukasom Dunarjem v Škodi Fabiji R5. Marko Grossi nadaljuje z nizom stopničk, a se mu je proti koncu Antal Kovač že pošteno približal. Med najboljših 10 so se uvrstili še Wagner, Zrinski, Peljhan, Fakin, Kösler in Prodan. Poglejmo razvrstitev v državnem prvenstvu. Rok Turk je zmagal 3. dirko v letošnji sezoni in si znova priboril 30 točk. Marko Grossi je prav tako ponovil uvrstitev z prejšnje dirke. Na drugem mestu je za Turkom zaostal 4 minute in 16 sekund. Aleš Zrinski je drugi dan stopnjeval tempo in zadržal 3. mesto z zaostankom 4 minut 39. Maksimalno število točk za Turka pomeni kar veliko prednost v prvenstvu. Zanimivo je, da je Rok zadnjič v konkurenci državnega prvenstva izgubil v Novi Gorici leta 2019, ko ga je premagal Boštjan Avbelj. Na drugem in 3. mestu sta Peljhan in Grossi zelo blizu skupaj. Čeprav je lani osvojil naslov, Nejc Mrak do te dirke zmage v diviziji 1 še ni imel. Tokrat sta sovoznikom Darkom Vočino drugovrščenega Primoža Kačiča premagala za 56 sekund in 3 desetinke. Luki Brusu pa je na zadnji hitrostni preizkušnji počela guma, tako da je nekaj časa izgubil, a še vedno na koncu bil tretji z zaostankom 2 minut in 11 sekund. V točkovanju je prišlo do spremembe. Mrak je z prvih 3 dirk zbral drugo, tretje in prvo mesto in se zavihtel na vrh. Je pa boj tukaj zelo oster. Prav Brus in Kačič sta tesno zadaj. Zaostajata samo 5 in 6 točk. Matjaž Mihevc, ki prve dirke v Velenju ni odpeljal, je 4.
v diviziji 2 nič novega. Marko Grossi in Taro Berlot sta izgubila samo 9 HP in slavila drugo zaporedno zmago z novim Peugeotom 208 Rally 4. Jernej in Gregor Fakin sta večino časa izgubila prvi dan. Njun zaostanek pa je na koncu znašal 52 sekund. Posadka tako nadaljuje niz zaporednih stopničk. Na tretje mesto sta se uvrstila Jan Medved in Lucijan Volk s prvimi stopničkami letos. 2 minuti in 3 sekunde za zmagovalcema. Na lestvici se poznajo Grossijeve težave iz Velenja. Razlika med njim in Fakinom je namreč samo 10 točk. Škulj na tretjem mestu je malo nazadoval, Medved se mu je popolnoma približal. Smo pa spremembo videli v tretji diviziji. Jaka Valant in Jan Nik Jesenovec sta po odstopu v Velenju tokrat le prišla do zmage. Minuto in 2 sekundi sta zaostala vodilno prvenstvu Matic Humar in Matic Peternel, ki sta se celotno dirko borila z Vasim Miklavčičem in Martinom Černigojem. Tretja uvrščena posadka je zaostala za minuto in 9 sekund. Humar v prvenstvu še vedno vodi, njegova prednost pa je kar visoka. 29 točk zadaj je na drugem mestu Miran Fabijan z Lančo Delto. Miklavčič pa ima po odstopu v Vipavski dolini zelo težko nalogo, če hoče napasti Humarja na vrhu. Železniki so kot ponavadi poskrbeli za zanimiv rally z veliko dogajanja. Mi pa že pogledujemo na naslednje dirke, ki nas čakajo v poletnem in prihajajočem jesenskem delu. Četrta dirka državnega prvenstva v rallyju sledi 10. in 11. septembra v Novi Gorici, za katero je že znano, da bo potekala v dvodnevni izvedbi, 7 brzincev v petek in 6 v soboto. Še prej pa nas avgusta čakata 2 dirki v prvenstvu gorsko-hitrostnih dirk. Lučine 8. avgusta in Ilirska Bistrica 29. avgusta. Tja ste seveda lepo vabljeni, bomo pa v naši ekipi kot pa navadi pripravili reportaže, če si dirk ne boste mogli ogledati v živo. Do takrat pa uživajte v poletnih dneh in nasvidenje!